Dober večer, pozdravljeni v oddaji. Začnimo teden z Jakob Kapusom. Čakaj, na 3 tedne bi se lahko ta oddaja preimenovala. Vsakič, ko pridem. Ja. Bomo dodali še en napis. Torej, začnimo teden z Lili. Hvala za povabilo spet. Danes nas čaka ful zanimiva tema. Jaz sem že kar rahlo vznemirjen. Nekaj vprašanj je prišlo povezanih z... Ne bom ti dal še besede, malo še počakaj. Je zajela sapo. Tako, evo, kavica. Danes bo Jakob vodil oddajo, torej jaz si bom privoščila kavico. Že ko smo se peljali sem, namreč je bilo toliko zapovedati, kaj se je treba izpostaviti, ne? Tako da sploh ne se malo bojim vprašanj, glede na tako, ki je imel on idej, da ti jaz kar prepuščam besedo. Hvala lepa. Vprašanj niti ni bilo toliko zelo veliko, se je pa pojavila ena zelo zanimiva tema, ki je tudi meni ful blizu. Sploh ne vidite po temu, da ima takole oči, takole, ja, takole gledam. Manifestiranje. Prišlo je nekaj vprašanj v povezavi z numerologijo in manifestiranjem. Sicer jih ni bilo za celo oddajo, ampak jaz sem vseeno izbral to temo, ker imam jaz veliko zapovedati pa vprašati to temo. Krasno. Ja. Bilo je eno vprašanje, ali ima ta numerologija in manifestiranje kakšno povezavo? Ja, ne, kako ampak veš? Bom jaz povedal. Tako da deva res začeti. Mogoče najprej manifestiranje je neka takšna strašna beseda. Kako ti razlagaš to besedo? Kaj manifestiranje sploh je? V bistvu proces preobrazbe ideje v materialno. Torej, zelo preprosto tako, rečeno. Če jaz zdaj hočem imeti na sebi majico, pomeni, da moram pričeti proces tega, ali jo bom kupila, ali mi jo bo kdo podaril, ali tako naprej in tako naprej. Ne boš se šila? Recimo, lahko jo napletem. Jaz pletem zelo dobro sicer. Res? Tako da, ja, tudi recimo. Se pravi, kaj je tisti pristop, ki ga bom ubrala za to, da bom imela majico na sebi? Meni se zdi ena zelo pomembna stvar pri manifestiranju ta, da smo čisto vsi sposobni manifestirati. Seveda. Ne samo, da smo sposobni, jaz mislim, da to pravzaprav ves čas počnemo skozi neprestano. Tako kot gravitacija ves čas deluje na nas, tudi mi vsi neprestano manifestiramo. Absolutno. Kako pa numerologijo lahko pomaga pri temu? Merkur, se veste, ni čisto redo te dni. A spet? Ja, mislim, da je skozi lik pred skozi. Spravim, on je tako kot Michael Jackson z onim moonwalkom. Skozi gre nazaj, bogerevček. Lik malo gre naprej. A si predstavljate biti Merkur? Grozno. To je šele grozen. Nekam prideš in moraš iti nazaj. In potem si teče na cel svet in nam gre vse narobe. Valjda in potem vsem nam računalniki crkavajo in telefoni in Jakobu se zatika, meni gre za enkrat še dobro. Torej, numerologija in manifestiranje. Numerologija v bistvu, kar je meni zanimivo, je to, da pravzaprav razlaga števila 8 je v bistvu zakon privlačnosti. Ampak zakon privlačnosti zajema samo delček razlage števila 8. Tako da sama numerologija nima odnosa do manifestiranja, seveda se pa dotika tega, tako kot se dotika vseh področij življenja. Ampak absolutno, mi smo tisti, ki imamo svobodno voljo, ne glede na izzive, ne glede na blagoslove, ne glede na vse možne talente, ki jih imamo, smo mi tisti, ali jih bomo uporabljali ali ne. Se pravi, če sem prej rekla, če mogoče ostaneva pri tej majici in tako naprej, dejstvo, da jaz znam dobro splest pulover, ne pomeni, da ga bom, ker se moram jaz odločiti in potem nekaj v to vložiti in mi vsi manifestiramo in vsi smo tisti, ki sami izbiramo stvari v življenju, svoje odzive na življenje, tako da z tega vidika numerologija pravi, da pač moramo sami prevzemati odgovornost zase in svoje življenje. Zelo se strinjam s tem, kar si povedala. Se ponavadi skoraj z vsem. Razen, da nekaj slabega poveš. Ampak imam občutek, da si to želel povedati. Zdi se mi, da se na manifestiranje obračamo oziroma se ga zavemo, šele kadar hočemo nekaj spremeniti ali pa da se nam nekaj dobrega zgodi v življenju. Zdaj bom pa jaz to manifestiral in to... Ne, sem manifestiral. Meni je izvrsten meme, to nisem jaz naredil, razen če je dobro, pa sem pa dvakrat to naredil. Ja. Tako da ja, velikokrat se znamo pohvaliti, ali pa mogoče, ko si nečesa želimo, zdaj bom pa... Za vse slabe stvari pa se zgodijo kar same, pa drugi. Merkur, pa starši, pa tako. Ja. Ful imamo materijala, kdo vse je kriv. Kdo se kriv. Ampak tudi v bistvu na nek način stvari, ki so manj prijetne v življenju, tudi sami manifestiramo. To je neka takšna grda stvar, ki jo
rečem, pa me včasih kdo čuden pogleda, pa dobim kakšen čuden odgovor pol nazaj, ali pa je kdo zelo užaljen, ja ne, slabe stvari, kako noben si ne želi slabih stvari. Seveda ne, jaz bom tako rekla, ne, mogoče če razdrobiva na par korakov, ne, seveda je težko se strinjati s tem, da si je nekdo zmanifestiral vojno, posilstvo, umor, rop, karkoli, ne. Ampak vedno smo pa mi tisti, ki se odločamo, kakšen odziv bomo imeli, ne glede na to, v kateri situaciji smo. Zdaj, z tega vidika tukaj, jaz tudi velikokrat v svetovanjih 1:1 uporabim to, numerologija razkriva naše karmične dolgove. Se pravi, če sva zdaj midva tukaj, kjer sva, po nekih duhovnih načelih, pomeni, da sva tukaj zaradi preteklih življenj. Se pravi, če bi bila Hitler, predvidevam, da najina življenja ne bi bila taka, kot so, ampak da bi se verjetno rodila kje drugje na svetu. Ne? Kot kaj drugega tudi absolutno. Ampak ker očitno nisva bila, sva tukaj in sedaj. In zdaj se počutiti krive zato, ker so pa v Afriki lačni. Zato, ker, ne vem, divjajo vojne po svetu. Če pogledamo Indijo, v kakšnem stanju je, če pogledamo, kaj se dogaja v Južni Ameriki in tako naprej. Vedno bomo našli neka žarišča v svetu, kjer se nam bo srce paralo. Ne? Če se bomo zdaj mi čutili krivi, da mi pa tukaj smo pa v redu, spet ne naredimo nič dobrega. Absolutno ne. Pa tudi zdi se mi, da je zelo pomembna razlika med tem občutek krivde pa prevzemanje odgovornosti. To je zelo velika razlika. Nista dve isti stvari. Se mi zdi, da smo tako malo naučeni, mogoče sploh v tem prostoru slovenskem, da odgovornost pa krivda je tako zelo enačaj postavljen, pa v resnici ni res. Jaz, če prevzamem odgovornost za nekaj, kar sem naredila, kar ni bilo v redu, pomeni, da se bom, ne vem, če si to ti, tebi opravičila, potrudila popraviti to napako in se absolutno za naprej naučila. Lahko sem pa zdaj tukaj, pa kriva sem, pa jutri isto naredim. Tako, plus zdi se mi, da pač ta odgovornost nosi še eno dodatno dimenzijo zraven, sama beseda, pač možnost odgovora. Pač ja, vsi zafrknemo stvari, vsi delamo stvari narobe, zato smo tukaj. Če 10 stvari na dan ne narediš narobe, potem si verjeten v posli pod skrit s kotrom. Zelo pasiven. Tako da pač ta možnost, da imamo odgovor na to, kar smo naredili, zakomplicirali, ali pa tudi na situacijo, ki je, recimo si omenila Afrika, Indija, ne občutek krivde, ampak še zmeraj imamo pa možnost odgovora na to, kako se bomo odzvali na to, ali če se bomo z občutkom krivde, nismo naredili nič. Tudi če se bomo z občutkom indiferentnosti ne bomo naredili nič. Če tako pogledamo, govorimo o spremembi globalne zavesti. Suženjstvo se sigurno ni nehalo zato, ker bi sužne lastniki rekli, porkež, to pa res ni v redu. Ja. To pa res ne vem, če je cool. Če so bili vendarle prepričani, da so črnci manj kot ljudje, da jih je Bog dal na zemljo zato, da nam služijo in tako naprej. Se pravi, se je do njih vedlo slabše kot do strojev, ker stroj je bil dražji. In tako naprej. To, ker se ni globalna zavest na celem svetu toliko zelo dvigala, da je pač vplivala, da to pa zdaj več res ni okej. Tudi če pogledamo v današnjem času, nažalost iz časov suženjstva nismo vam prišli, če gledamo, kaj vse se v Ameriki dogaja, ampak če pogledamo, Black Lives Matter je dobil zagon sredi korone, sredi karantene, je 25,000 ljudi protestiralo v Parizu. Pri zadnjem takem umoru policista, ki je zelo odjeknil po celem svetu. In te stvari se včasih resnično spravijo tek zato, ker se ta energija združi. Se pravi, mi vsi smo del tega. Zdaj, eden bo sočustvoval z živalmi, drug bo sočustvoval z rastlinami, tretji bo sočustvoval z nečim drugim. Pač ljudje smo si različni, tako je prav. Ker tudi pridemo do naslednje točke, ne moramo vseh rešiti. Tako da tukaj se mi zdi, da je veliko teh občutkov krivde, odgovornosti, manifestiranja, priklicanja, ki se same definicije v naših umih morda malo mešajo in nam bolj kot ne včasih tudi nagajajo. Ja, zato se mi pa mogoče zdi zelo pomembno, da ko se lotimo teme, kot je manifestiranje, da se v resnici zavedamo, da to počnemo ves čas, da vsaka naša misel šteje. Dostikrat se mi zgodi, da ko začnem govoriti o tem, ali pa tudi ti verjetno, da te gledajo, da si padla z nekje. Znanstveno dokazano je, da je misel vibracija, da ima energijo in da jo nosi, ne govorimo o nekih bedarijah. Torej, če neko energijo pošleš nekam, se nekaj s tem zgodi. To je res. Zanimivo mi je pa to, kako zelo tudi tukaj imamo različne plasti. Jaz ko rečem, pač števila imajo energijo, tako kot vemo tudi za kristale, tako kot vemo tudi za vodo in še marsikaj drugega. Tudi vsako število daje neko energijo, neko vibracijo, lahko si z njimi pomagamo in se ljudje tako
Ja, ampak to so stvari, ki so... Ampak po drugi strani, to ne govorimo o nekih brezveznih stvareh, to so stvari, ki so pač fizikalno in dokazljive. Numerologija je vendarle veda. Ampak bom rekla, kako zanimivo imamo dvojna merila včasih. Neke zapestnice, pa trakce, ki jih vidimo, ki imajo ful dobro reklamo za seboj, bomo verjeli kakšne stvari, ki pa reče, če je samo ne bo zapestnica rešila tvojega življenja, ampak to pa ne. Tako da veliko krat pozabljamo, da pravzaprav te stvari vračajo moč pravzaprav nam nazaj, kajti ti, ko imaš moč, imaš možnost odgovora, kot si rekel. Mi smo tisti, ki se odločamo, se pravi, se ločimo od drugih možnosti. Jaz, ko se bom odločila, da bom pila kavo, sem se odločila, da bom pila kavo, ne bom zdaj imela noter pa še čaj, pa še župo, pa še ne vem, mogoče sok, ker to pa... Super. Ne vem, ne. Lepo, da si se samo za kavo odločila. Se trudim včasih. Ampak v življenju je isto. Odločamo se na pol, odločamo se za sebi nasprotujoče si stvari in potem se pritožujemo, ker stvari ne delujejo. Jaz bi celo to rekel, da se ne želimo odločiti. Absolutno, tudi ne odločamo, puščamo stvari, namislimo se, da smo se odločili, pa v resnici pustimo stvari tako, kar so, pa se ni pa nič spremenili. Meni je zelo všeč reči, tudi ne odločiti se je odločiti se. Se pravi, če jaz tebe povabim na randi in potem od tebe ne dobim odgovora naslednje 3 leta, si mislim, da pač je bil ne, a ne? In v življenju je podobno. Velikokrat pač cincamo, namesto da bi si upali reči ne. In meni je veliko besednih zvez, ki jih uporabljamo, tako kot si rekel, vsaka misel ima svojo energijo, zanimivih. Ko mi rečemo ne vem, v resnici rečemo vem, da ne. Jaz točno vem, da hočem kavo. Jaz točno vem, da hočem v Ekvador. Če pa rečem ne vem, potem je pa 90% možnosti, da pač ne. Samo mogoče ne vem, zakaj se mi zdaj ne zdi primerno to že povedati. Tako da velikokrat že samo to, kar mi govorimo in izgovori, za katerimi se skrivamo pravzaprav, so dovolj zgovorni sami po sebi. Prej si izpostavila zanimivo temo, zapestnica, ki jo nadaneš in potem se ti čudežno spremeni življenje. Zdi se mi, da tudi do manifestacije, kadar jo sreča večina ljudi, hoče pristopiti na isti način. Download. Ja. Super, zdaj se posedem na kavč, 5 minut manifestiram svojega sanjskega partnerja ali partnerko in zakaj se še ni pojavil, jutri ne zvoni na moja vrata. Tako da pač, če smo mi isti človek, kot smo bili včeraj, tudi noben nov človek ne bo prišel naslednji dan. Skratka, vse se začne pri nas. Zdi se mi, da imamo neko takšno bolezen, da cepljeni smo proti temu, da bi malo delali na sebi. Ja, se mi zdi to pač narediti pa tudi čez potrošništva. Navajeni smo na to, da gremo v trgovino, kupimo tabletke in imamo, ne vem, dolge sijoče lase. Velikokrat bi takoj pa pred neke rezultate in tukaj tudi se ne strinjam z določenimi nauki ljudi, ki si interpretira zakon privlačnosti mogoče malo po svoje. Ne strinjam se s tem, da gre vse tako. Ja, je, shift energije je to, ampak še vsak dojenček je rabo 9 mesecev, da je prišel na svet, da je bilo vse v redu. Še nobena ženska ni rekla, jaz bi imela pa dojenčka, flop. Tudi če se gremo posvojitev, v končni fazi tudi to traja. Se pravi, določene stvari, določeni procesi zahtevajo svoj čas, ki si ga pa mi včasih ne damo. Ker mi menimo, da mora biti pred pa takoj pa zdaj, pa še to more poštar prinesti, boh ne de, da bi mi kaj delali. Ampak tukaj je zelo lepa zgodba oziroma primerjava s tem, takoj, ko spremenimo načine razmišljanja, se začnejo stvari spreminjati, samo nujno, da jih bomo videli. Če mi hodimo, predstavljajte si krožne stopnice in hodiš 2 leti po krožnih stopnicah navzdol. In potem začneš hoditi navzgor. Ja, takoj se sprememba, takoj začneš hoditi proti svetlobi, oknu na vrhu. Ampak bo treba nekaj časa hoditi po teh stopnicah, da pridemo najprej na tisto nulo. Kjer smo bili, s katero smo šli. Potem pa je treba začeti hoditi šele navzgor. Skratka, ja, sprememba je takojšnja. Tako. Ampak, ali bomo takoj opazili, ali se bo takoj vse drugače spremenilo okrog nas? Ne, zato je treba pa vztrajati in delati. Tudi tako bom rekla, marsikdaj mi rečejo, ja, pa spet isto, pa ta partner je bil tak, pa ta je spet tak. Včasih v življenju nam ni vse namenjeno zato, ker smo mi nekaj narobe naredili, ali pa ker smo mi prekleti, ali pa zato, ker se mi vrtimo v krogih, ampak zato, da vidimo, česa nočemo. Se pravi, če imaš nekega partnera, ki je varal in v naslednji zvezi ugotoviš, da je zelo podobna zadeva, imaš tukaj možnost reči, hvala lepa, tega se ne grem na svidenje, ali pa se tu pač greš še par teh krogov dol, kot si ti rekel, ampak to zahteva potem iste te stopnice nazaj gor. In velikokrat življenje nam ponudi isto izkušnjo ali pa enako izkušnjo, zato da vidimo, da smo jo prerastali. Se pravi, če govorimo o nekomu, ki je nagnjen k varanju,
To se čuti na vibraciji. Če smo imeli tako slabo izkušnjo, verjetno bomo to znali zaznati. Kar pomeni, bomo imeli možnost reči, ok, zdaj grem pa par štukov dol, pa potem lahko rečem, no, si sem vedela, da imam prav. Ja. Ne, in smo žrtev. Se vedno vemo. Vedno vemo, ja. Ja. Ampak potem to pomeni, da bomo mogli spet iti nazaj gora. Ne. Je pa res tudi, da ko se enkrat toronko pečemo, da včasih prehitro se odmaknemo, kar se mi zdi, da včasih si znova ne damo časa. Ja. Definitivno čas, potrpežljivost, predanost temu, da si želimo nekaj bolje. Mislim, zanimivo temo, no, smo pač odprli s tem manifestiranjem, ker po moje govori dejansko o tem, da pač moramo delati na sebi in ustrajati pri tem delu in ne iskati enostavnih in lahkih rešitev kar nekje zunaj nas, ker te v resnici ne obstajajo. Tako bom rekel, sanski partner, ali mi sebe dojemamo kot sanske? Ker če se ne bo naša vibracija zelo temu podobna in nas tudi oseba, ki bo prišla, ne bo tretirala kot samske. Če si želimo nekoga, ki je idealen za nas, ali mi sploh sebe dojemamo kot idealne. Zaprav, če si mi želimo ženske nekega princa na belem konju, ali smo mi princeske v prvi vrsti? Same do sebe. Ker če mi samega sebe ne spoštujemo, pa ne gre to za partnerske odnose, za odnose v službi, za odnose poslovne, med sosedi, ni važno. Če ti sebe ne spoštuješ, garantiram, da te tudi osebe v tvoji bližini ne bojo, ker to se čuti. Zdaj bom rekel, mogoče ne mi zameriti, znam biti zelo direktno včasih, ampak pes zavoha strah. Tudi ljudje. Ja. Ljudje, ki so nasilni, točno vejo, koga lahko pa koga ne. Tako. In se ne bodo šli konfrontirati z nekom, in se predstavljate, jaz sem kar nekaj časa tekvando trenirala, se pravi, se znam malo braniti, kako bi to zdaj izgledalo, če se enkrat tipa počem nazaj. Ampak to se čuti v moji energiji, ko včasih nisem bila taka. Se pravi, vse je pač nek razvoj, ljudi pa ponavadi dojemamo tam, kjer so zdaj. In ne vidimo njihove preteklosti in koliko dela, koliko mogoče truda, bolečine, izgube, razočaranj imajo za sabo, da so tukaj, kjer so, ker nobeden se ni rodil močen, pa nobeden se ni rodil razsvetljen, pa zrel, pa vsi smo ga že pobiksali, še ga bomo. Tako da vse to je del življenja. Tako da mogoče življenje samo kot tako popolnoma enačiti z manifestiranjem, tudi prevzemamo čar ven. Vse življenje nam bo prineslo dobro in slabo, ampak mi smo tisti, ki se odločamo, kaj je dobro in kaj je slabo. V določenih kulturah je smrt proslavljena kot konec trpljenja, v določenih pa jo objokujemo. Tako da ni neke univerzalne... Ali pa slavijo življenje, ne? Tako. Ja. Ni nekega pisanega pravila, ki bi trdno veljalo za vse posod na zemlji. Tako da, ali pa vse posod v zgodovini. Tako. Jaz mislim, da so se izpela in odprla nekaj mogoče zanimivih iztočnic za razmišljanje. Pa mogoče tudi za vaše predloge, mogoče pa če nadaljujeva, jaz vedno poudarim vaše ideje, vaše vprašanje, oba dva sva jih zelo vesela, Jakob nas potem obišče in nekako v vašem imenu predaja vprašanje naprej. Kaj vi mislite o tem? Dajte nama mogoče tudi na najno razmišljanje nek feedback. Tako. Se pravi, lsa@lili-forum.com. Pa tudi, če se vam porodi kakšna tema, ki mogoče ni direktno povezana z numerologijo, ali pa vi mislite, da ni, pa v resnici mi dva veva, da je. Bova našla način, kako je. Bova našla način, z veseljem tudi kaj raziščeva za vas. Absolutno, to pa vedno. Tukaj smo zato, da gremo po stopnicah navzgor. Skupaj, tako. Ja, tudi to se mi zdi. Ob koncu bi še rekla, toliko veliko se govori o 5. dimenziji, o drugih dimenzijah. Še vedno smo tukaj in sedaj v fizičnem telesu, se pravi, še vedno potrebujemo zrak, vodo, spanje, hrano in tako naprej. In ta svet dualnosti, v katerem smo zdaj, ima tudi svoj namen. Nismo se rodili, da bi sami hodili, ampak smo se rodili zato, da si med seboj pomagamo. Kar ne pomeni samo, da rabimo imeti idealnega partnerja doma, ampak da imamo tudi idealne prijatelje, idealne odnose z drugimi, predvsem pa idealni odnos sami do sebe. Hvala za družbo. Jakob, hvala ti. 1, 2, 3 je minilo, kot običajno. Upam, da se nam kmalu spet pridružiš. Z veseljem. Mi bomo pa na hitro pogledali, kaj nam tale teden prinaša. Hitro izračunajte svoje število življenjske poti. To je seštevek rojstnega datuma. Toliko časa seštevate, da pridete do ene same cifre. Pred nami je 21. teden, ki zelo v ospredje postavlja, podobno kot sva mi do zdajle govorila, odnose in nas, druge ljudi in nas. Se pravi, kdo ste vi? In kdo so drugi, dokam jim pustite, da vplivajo na vas, dokam dopuščate, da vpliv drugih ljudi
vpliva na vas, na vaše življenje, na vaše definicije. Podobno smo govorili že prejšnji teden, če oddaje slučajno niste ujeli, si jo oglejte na YouTubu. Govorili smo o tem, kako definiramo sebe in tako naprej, torej pejte si jo pogledati. V tem tednu pa predvsem se odločamo, kaj bomo ustvarjali, kajti 21, če se štejemo skupaj, je 3. 3 pa simbolizira ravno manifestiranje, ideje, kreativnost, ustvarjanje. Torej moje vprašanje vam je, kakšno osebo ustvarjate vsak dan z vsako mislijo, z vsakim dejanjem, z vsako izbiro, z vsako odločitvijo. Pa naj gre za majčko, ki jo boste oblekli, za kavo, ki jo boste popili in predvsem za osebe, katerim boste dovolili, da so v vašem življenju. Je že res, da ne moramo staršev zamenjati, ne morete reči, poslušaj mami, tole ne bo šlo, Bog, daj mi drug set staršev, bi to še v garanciji. Ne gre. Veliko se govori temu, da smo se starše same zbrali, mi dva sva povedala, vedno sami izbiramo, kako se odzivamo. Tako da, če ste odrasli, vaši starši v resnici ne morejo biti več krivi za to, da imate vi občutek manj vrednosti, ker ste odrasli in lahko sami na sebi delate in to premagate. In 21. teden bo pomagal ravno pri temu, premagati vse omejitve, katere so se tako ali drugače zasidrale v vašem življenju in ste jih nekako sprejeli kot svoje. Pravzaprav bom tako rekla, saj ne vemo, če smo zmožni, dokler ne probamo. Velikokrat ne verjamemo, da smo zmožni, dokler nismo v to prisiljeni in še večkrat pa pozabljamo na to, da se je življenje močno spremenilo v zadnjih letih. Če pogledamo 20-30 let nazaj, avion je bil tak luksus, tudi če v Ameriko pride, to so samo najbolj bogati lahko. Danes pogledajte z Ryanairom, takole smo po celi Evropi za nekaj evrov. No, danes še ne, ampak verjamem, da se bomo vrnili tudi v take okoliščine. Torej, kaj v življenju se je tako močno spremenilo, da je danes lažje dosegljivo, samo mi smo pozabili mogoče poskusiti. Torej, bo rekel tako vodilo za današnji dan in tale teden. Mi pa zdaj poglejmo, če ste si že zračunali svoje število življenje poti, kaj vam prinaša, če ste enka. Torej, če imate seštevek 1, pred vami je teden, ko si postavljate cilje višje in ker ste oseba, ki načeloma je zelo odločna, zelo hitro manifestira, pomagajte tistim, ki morda tega niso vešči. Tisti, ki imate 2, poiščite nasvet, poiščite ljudi, ki so morda bolj energijsko močni na določenem področju, kjer vam še ne gre, naj vam pomagajo, naj vam svetujejo, ampak tisti korak naprej, tisti korak ustvarjanja pa mora biti vaš. 3, tale teden je super za vas. Polni novih idej bi mogli biti, polni novih zamisli bi mogli biti. Zdaj pa mene zanima, si boste upali iti po te zamisli, si boste upali uspeti. Vas v življenju se načeloma drži sreča, kadar vi verjamete, da ste srečni. Torej, verjemite. 4. Pred vami je čas, ko bi se lahko zgodilo, da bi se v ospredje postavili strahovi, omejitve, prepričani, da ničesa ne zmorete. Pa je to res res? Torej, izziv tega tedna za vas je, da si rečete, porka fliks, bom. 5. Pred vami je teden, v katerem bi lahko zelo spremenili svoj pogled nase, na svoje cilje, na svoje dojemanje sveta, ki ga vendarle že celotno leto spreminjate, ampak v tem času si postavite nove cilje. Za vsaj 3 mesece si postavite vsaj 3 cilje, zelo ozko, zelo prizemljeno, zelo odločeno. 6. Tudi za vas velja podobno. Česa si želite v odnosih in kakšen je odnos vas do vas samih. Pohvalite se za vsak dosežek in postavite sebe na enako vredno mesto. Tako kot vaši ljubi in najljubši ljudje v življenju, katerim želite vse samo najboljše, si tudi vi zaslužite vse samo najboljše. 7. Kaj, če bi za tale teden pustili perfekcionizem ob strani in bi preprosto se odprli kreaciji življenja, vsem tistim možnostim, ki se zdijo preveč površne, šlampaste, nedefinirane, vse tisto, kar vam gre na živce. Dajte ta teden dopustiti možnost, da tudi tam leži kakšen biser v blatu. 8. Za vas je tale teden fantastičen. Postavljajte si cilje, želje, raziskujte, česa si želite. Bodite tako razpoloženi, kot da vam je življenje položilo pred roke katalog, v katerem boste samo zbrali, kaj bi in kaj ne bi in boste čim bolj odločni in čim bolj definirani. In še 9. Pred vami je teden, ko bi se lahko zdelo, da je vse enako, kot je bilo, da je ves ta zagon zadnjih 2 tednov kar splaval po vodi, pa je res? Mu boste dovolili ali boste rekli ne? Takole se jaz odločam in tako
bo. Dragi moji, danes pa je oddala minila 1, 2, 3. Upam, da se vidimo znova naslednji teden. Še enkrat vas pozivam, pošljite svoje vprašanja, svoje predloge, tudi če mislite, da ni povezano z numerologijo, na ls@lili-urom.com. Seveda pa vedno vabljeni tudi na www.lili-urom.com, kjer si lahko preberete malo več tudi o numerologiji. Za enkrat vas lepo pozdravljam in se vas veselim naslednji teden. Pa, pa!